Živel sem. Danes si bomo ogledali 5 najbolj osovraženih žensk v zgodovini. Nekatere so bile obtožene umora in izdaje, druge so postale simboli škandala, pohlepa ali politične katastrofe. Toda ali so bile res zlobneži ali žrtve govoric in propagande? Od zloglasnih kraljic do spornih ljubimk, to so zgodbe o nekaterih najbolj osovraženih ženskah v zgodovini. Živel sem. Danes si bomo ogledali Lucrecio Borgio, špansko-italijansko plemkinjo, ki se je v poznem 15. in zgodnjem 16. stoletju poročila z več pomembnimi italijanskimi plemiči. To je bilo znamenito obdobje v italijanski zgodovini. Doba renesanse, Michelangelo, Da Vinci in italijanske vojne. Toda zgodba Lucrecije je bila prav tako zanimiva. In njeno življenje je obdajalo veliko temnih mitov in legend. To je njena zgodba. Lucrecia Borgia se je rodila 18. aprila leta 6480 v Subiacu, ki je bil takrat mesto zunaj Rima, ki pa je danes predmestje italijanske prestolnice. Njen oče je bil Rodrigo Borgia, Španec, ki je izviral iz okolice Valencije, vendar se je sredi 15. stoletja odpravil v Rim. Njena mati pa je bila Vanessa di Catenai, Rodrigova glavna ljubica. V Rimu hitro se je povzpel po hierarhiji rimsko-katoliške cerkve pod pokroviteljstvom svojega strica Alfonsa, ki je bil leta 1455 izvoljen za papeža Kaliksta III. Do konca 50. let 15. stoletja Rodrigo je bil kardinal. Močan položaj v prav tako vplivni papeški državi, ki je takrat nadzorovala velik del osrednje Italije, daleč onkraj Vatikana. Toda Rodrigo ni bil ravno povprečen kardinal. Imel je veliko ljubimka in spočel več otrok. Čeprav to za cerkvene može v tistem času ni bilo nič nenavadnega. V teh letih je bilo v cerkvi veliko hinavščine, saj so sicer pridigali o vrlinah celibata. Tisti na pomembnih položajih pa so to v svojih skrivnih zasebnih življenjih očitno ignorirali. In zaradi tega je njihovo vedenje v tem obdobju postalo predmet kritik med cerkvenimi reformatorji. Z Vanesso Rodrigo je imel 4 otroke in Lucrecia se je dobro razumela s svojimi sorojenci, še posebej s svojim starejšim bratom Cezarem. Oba sta drug do drugega kazala veliko naklonjenosti in Cezare bo kasneje odigral pomembno vlogo v življenju svoje sestre. Vendar bo ta močna vez kasneje povzročila nekatere mračne govorice. Kot hči enega najvidnejših verskih osebnosti tistega časa, Lucrecia je bila deležna zelo pomembne izobrazbe v novi humanistični učenosti, ki se je razvilo v Italiji v obdobju renesanse in ki se je osredotočalo na antične grške in rimske avtorje. Poučevala jo je Adriana Orsini iz Milana. Po Orsinijevi zaslugi Lucrecia se je naučila več jezikov in v kasnejšem življenju je tekoče govorila špansko, katalonsko, francosko, italijansko in latinsko. Medtem ko bi njena humanistična izobrazba vključevala trdne temelje v grški in rimski književnosti. Retorika, politika, logika in filozofija, osnovni predmeti humanističnega kurikuluma. Lucrecia je odraščala v burnem obdobju italijanske zgodovine. Čeprav je bila Italija v tem času središče evropske civilizacije, s mesti, kot so Rim, Firence, Benetke in Milano, ki so privabljala največje umetnike tistega časa. Politično polotok je bil v kaotičnem stanju. Ni bil združen, ampak je bil razdeljen na več kot 2 ducata velikih in majhnih mestnih držav, najpomembnejši sta bili pomorski trgovski republiki Genova in Benetke. Čmestnih držav na severu, kot so vojvodine Milano, Ferrara in Urbino. Firenze v Toskani, ki je imela videz republike. V resnici pa jo je vodila znamenita družina Medici in papeška država, ki jo je iz Rima v osrednji Italiji vodil papež. Na jugu sta bili kraljevina Neapelj in otok Sicilija pod nadzorom Španije. Poleg tega, od leta 1494 je izbruhnila vrsta vojn, ki sta jih nadzorovali Španija in Francija, ki sta bili tekmici za prevlado na Apeninskem polotoku, potem ko je Francija začela poskušati pridobiti vpliv na severu države. Vse to je bilo pomembno za Lucrecio, saj je njen oče organiziral več porok, s katerimi je poskušal okrepiti položaj družine Borgia v tem političnem labirintu. Ko je bila stara komaj 10 let, Lucrecin oče je obljubil njeno roko valencijskemu gospodu,
Vendar so to in še nekaj drugih zakonskih dogovorov preklicali. V naslednjih letih, ko so se Rodrigove politične sreče v zgodnjih 90. letih 15. stoletja spreminjale, se je njegova pogajalska moč avgusta leta 1492 drastično spremenila, ko je bil izvoljen za naslednjega papeža. Kot papež Aleksander VI je lahko izpogajal veliko ugodnejšo zakonsko zvezo prek Lukrecije. 12. junija leta 1493 se je zato poročila z Giovannijem Sforzo, članom mogočne družine Sforza, ki je vladala milanskemu vojvodstvu in več drugim manjšim državam na severu Italije. Ta prvi zakon je trajal le do leta 1497. Do takrat je papež odločil, da zavezništvo s Sforzami ni več najboljša možnost in da bi lahko prek Lukrecije dosegli boljšo zakonsko zvezo, če bi bil ta zakon razveljavljen. Sforza je s tem po določenem pritisku tudi soglašal. In on je, nekoliko sramotno, podpisal dokument, v katerem je izjavil, da zakona ni mogel konzumirati zaradi impotence. In to je bilo zadostno razlog za razveljavitev zakona. A v odgovor na to, verjame se, da je ponižani Giovanni Sforza začel širiti govorice, ki so trdile, da je Lukrecija imela spolne odnose s svojimi brati in očetom. Do zdaj, Lukrecija se je bližala odraslosti in govorice so krožile, da je bila noseča v času razveljavitve zakona zaradi prepovedane zveze s komornikom, ki je delal za njenega očeta in se je imenoval Pedro Calderón. Dogodki, ki so sledili, so zaviti v skrivnost. Lukrecija se je za nekaj časa umaknila iz javnosti in morda rodila svojega prvega otroka s Calderónom v tednih, ki so sledili. Neto. Calderón je postal žrtev brezobzirnosti družine Borja pri odpravljanju neprijetnih težav. No. Našli so ga mrtvega v reki Tiberi v začetku leta 1498. Njen drugi mož, Alfonso Aragonski, je doživel podobno krvavo usodo. Alfonso je bil bratranec španske kraljeve družine, saj je izviral iz kraljeve družine Aragonije, katere kralj je bil Ferdinand Aragonski, eden od dveh monarhov Španije v poznem 15. stoletju, skupaj s svojo ženo Izabelo. Lukrecijina poroka z Alfonsom leta 1498 je bila del odločitve njenega očeta, da začasno podpre Špance v italijanskih vojnah. Toda zakon bi trajal le toliko časa, kolikor bi trajala diplomatska preusmeritev papeža Aleksandra. Čeprav je bila to dobra zveza, saj sta bila oba enako stara in naj bi se celo globoko zaljubila drug v drugega. Leta 1500 Borgia se je odločil, da bo znova podprl Francijo. Tako, Borgici so morali odstraniti Alfonsa in hitro so ga našli mrtvega tudi v Rimu. Lukrecija je morda sodelovala pri njegovem umoru. Čeprav je zakon že obrodil sina, poimenovanega Rodrigo po svojem dedku, papežu. Lukrecija in tretji in zadnji zakon je sledil 2 leti kasneje. To je bil njen najbolj izstopajoč zakon doslej in morda je prav zato trajal. Njen novi mož je bil Alfonso d'Este, sin in dedič Ercola d'Este, vojvoda pomembne mestne države Ferrara v severni Italiji. Kmalu bo nasledil svojega očeta in leta 1505 tudi sam postal vojvoda. Poroka je bila sklenjena v začetku leta 1502 in je trajala do konca Lukrezinega življenja. Na koncu je iz tega zakona išlo več otrok, čeprav je bilo starševstvo teh otrok lahko vprašljivo, saj je bila Lukrecija, tako kot njen novi mož, v prvih desetletjih 16. stoletja vpletena v številne ljubezenske afere. Medtem je bila dolgoletna zveza med Lukrecijo in markizom Mantovskim, Francesco Gonzaga, in nočeno razmerje z renesančnim skladateljem in literarnim teoretikom Pietrom Bembom, ki je bil splošno priznan kot tisti, ki je formaliziral toskanski italijanski dialekt, ki je nato postal standardna različica italijanskega jezika, uporabljena po celotnem polotoku. Lukrecijini družinski odnosi ter njene številne afere in poroke so jo v poznem 15. in zgodnem 16. stoletju v Italiji postavili v središče sočnih govoric in številnih mitov. Za začetek bilo je veliko govoric o nezakonskih otrocih, ki naj bi jih imela s svojimi ljubimci. Prvi naj bi bil Giovanni, rojen v začetku leta 1498. Govori se, da naj bi bil plod Lukrecijine nesrečne afere s Calderónom.
čeprav je Giovannijevo poreklo še vedno sporno. Poleg tega, obtožbe o incestuoznem razmerju z njenim bratom Cesare so bile pogoste skozi njeno življenje, še posebej potem, ko so njenega drugega moža umorili v Rimu, leta 1500. In Cesareja so splošno sumili, da je naročil umor. Vendar je malo verjetno, da je to imelo kakršnokoli zvezo s čudaškim ljubosumjem ljubimca, ampak je bilo bolj povezano s Cezarejevimi političnimi dejavnostmi v tistem času. Lucrezin brat je deloval kot njun oče, papežov general pri širjenju ozemlja papeške države v osrednji Italiji v poznih 90. letih 15. stoletja. In njegova odločitev, da ubije Alfonza Aragonskega leta 1500, je bila povsem politična odločitev, povezana z diplomatsko preusmeritvijo papeštva in zavezništvom s Francijo v tem času. Lucrecija si je prav tako pridobila sloves usodne ženske. Takšne, ki je lahko zapeljevala moške po svoji volji in jih prav tako zlahka zastrupila. Govorilo se je, na primer, da je nosila votel prstan, ki se je odprl in ji omogočil, da je zlila strup v pijačo svojih nič hudega slutečih žrtev. Zloglasen dogodek, v katerega naj bi bila vpletena, je bila banket kostanjev. Zabava, prirejena v Rimu 30. oktobra leta 1501. Tukaj Lucrecija, njen brat Cesare in njun oče, papež Aleksander, naj bi bili udeleženi v nekaj na meji orgije, v katero je bilo vpletenih nekaj rimske plemiške elite in več 10 mestnih kurtizan. Obstaja le en zapis o banketu, ki ga je napisal mojster ceremonij na papeškem dvoru tistega časa, Joan Bouchard. In zdaj se domneva, da je bila zgodba morda v celoti izmišljena, da bi očrnila ime družine Borgia. Možno pa je, da Lucrecija ni bila niti fatalna ženska, ne v ljubezenskem življenju kaj bolj škandalozna od katerekoli druge aristokratske dame v pozni renesančni Italiji. Ni dvoma, da so jo sodobniki imeli za posebej privlačno. Vendar njen lep videz ni nujno pomenil, da se je vedela kakorkoli posebej pohujšljivo. Nasprotno, zdi se, da je bila stigmatizirana zaradi precej dvomljivih dejanj njene družine v 90. letih 15. stoletja in v 16. stoletju. Njen oče, papež, je imel več ljubimk in je spodbujal svojega sina, naj si ustvari lastno kraljestvo v osrednji Italiji. Pri tem pa je uporabljal vire svetega sedeža v Rimu. In Cesare je bil najbolj razpit med renesančnimi gospodovalci, ki so v 90. letih 15. stoletja pahnili osrednjo Italijo v kaos. In naj bi močno vplival na Niccola Machiavellija, ko je nekaj let kasneje pisal svoj razvpit politični traktat Vladar. Lucrecino odraslo življenje je potekalo na dvoru Este v Ferrari, kjer je njen tretji mož leta 1505 postal vojvoda. Kot je bilo omenjeno, je imela niz afer, čeprav to po merilih pozne renesančne Italije ni bilo nič nenavadnega. To je zapletel eden od njenih ljubimcev, Francesco Gonzaga, ki je približno v času njune afere ali malo pred njo zbolel za sifilisom. Spolno prenosljiva bolezen, ki je konec 15. stoletja z uničujočimi posledicami prišla v Evropo, po stiku Evropejcev z Amerikama. Čeprav jo danes zlahka zdravimo z antibiotiki, v zgodnjem novem veku je počasi uničevala telo, začenši z izpuščajem okoli genitalnega predela, nato se je razširila po celem telesu in na koncu je povzročila deformacije in pogosto tudi propad delov telesa, kot je na primer nos, če je bolezen trajala več mesecev ali let. Vendar Lucrecija očitno ni dobila bolezni od Francesca, za katero so ženske manj dovzetne. Njen oče, papež Aleksander, je umrl avgusta leta 1503. Bil je radoveden človek, neusmiljen renesančni princ, ki je prekršil vsa pravila povezana z njegovim položajem, a so ga nekateri drugi papeži tistega časa ohranili v lepem spominu. Ko je bil njegov položaj po očetovi smrti oslabljen, Cezare je začel izgubljati nadzor nad nekaterimi ozemlji v osrednji Italiji, ki jih je osvojil v 90. letih 15. stoletja. Na koncu ga je aretiral kralj Ferdinand Aragonski in ga leta 1504 prepeljal v Španijo. Tam je preživel več kot 18 mesecev v zaporu, preden je pobegnil in sprožil upor na severu države, ki se je končal z njegovo smrtjo marca 1507. Takoj v nekaj letih v 16. stoletju
Lukrecija je iz hčere ene najmočnejših družin v Italiji postala osamljena oseba, potomka padle hiše Borgicev. Imela je vsaj 8 otrok. Njihova zakonitost pa je bila vprašljiva. Morda pa celo 10. Odvisno od tega, kdo sta bila starša, še 2 drugih. Vendar pa je imela tudi več težkih zanositev in spontanih splavov v 1. in 2. desetletju 16. stoletja. In na koncu, prav ta burna zgodovina nosečnosti in porodov je privedla do njene smrti. 14. junija leta 1519 rodila je deklico, ki so jo krstili za Izabelo. Za Lukrecijo je bila to še ena zapletena nosečnost in tokrat si ni nikoli popolnoma opomogla. Po porodu je zbolela. In čeprav se je v tednu potem za nekaj dni njeno stanje izboljšalo, se je njeno stanje poslabšalo in umrla je 24. junija pri 39 letih. Pokopana je bila v cerkvi Corpus Domini v Ferrari. Zadnja pomembna osebnost v burni dinastiji Borja, ki je bila v Italiji zelo vplivna od sredine 15. stoletja. Lukrecija je bila ena najbolj preučenih žensk zgodnje moderne Italije, vse od svoje smrti. Naprimer, leta 1833 veliki francoski pisatelj Victor Hugo je napisal gledališko igro poimenovano po njej, v kateri je ponovno povedal različico njenega življenja. Medtem pa so v 20. in zgodnjem 21. stoletju se pojavljal v številnih knjigah, filmih, televizijskih serijah in SFO videoigri. V teh so številne govorice, ki so jo obdajale v času njenega življenja, igrale pomembno vlogo. Katarina de Medici je bila članica slavne družine Medici iz Firenc. Kasneje se je poročila z bodočim francoskim kraljem in postala kraljica. Vendar je njen mož prezgodaj umrl, zaradi česar je morala usmerjati svoje sinove. Kmalu si je pridobila sloves zlobne, oblasti željne kraljice, ki je zastrupljala svoje sovražnike in pobijala druge, in je bila povezana tudi z okultizmom. Toda ali je bila katera od teh temnih govoric sploh resnična? To je njena zgodba. Katarina Medičejska se je rodila 13. aprila leta 1519 v Firencah, glavnem mestu Firentinske republike, ki je v zgodnjem novem veku prevladovala v Toskani in v srednji Italiji. Čeprav je bilo mesto nominalno republika, je bila z nekaj prekinitvami pod nadzorom bančne družine Medici vse od poznega 14. stoletja. Prav tako so imeli posebej pomembno vlogo v italijanski renesansi. In Katarina je bila prav vnukinja Lorenza Veličastnega, ki je bil pokrovitelj in podpornik Leonarda da Vincija, Michelangela in Sandra Botticellija med drugim. Čeprav je bilo obdobje italijanske renesanse čas velikih kulturnih dosežkov na italijanskem polotoku, je bilo tudi obdobje globoke politične nestabilnosti. Ko sta Francija in Španija, evropski velesili tistega časa, sta se borili za prevlado nad številnimi manjšimi italijanskimi mestnimi državicami. V času rojstva Katarine, družina Medici se je nagibala k Franciji in posledično, ko je bila stara komaj 14 let. In po burnem otroštvu, v katerem sta ji umrla oba starša. Preden je dopolnila 1 leto, Katarina je bila poročena s Henrikom iz Valois, drugim najstarejšim sinom francoskega kralja Franca I. Zakon je bil sprva težaven. Motivi za dinastično zvezo so bili ovirani leta 1534, ko je Giulio de Medici, ki je kot papež Klement VII izpogajal zvezo s Francijo, umrl. Njegov naslednik, papež Pavel III, zdaj je papeštvo podprl Španijo in ukinil papeško pokojnino, ki jo je Katarina prejemala kot del zakonske zveze. Poleg tega, princ Henrik je v prvih letih kazal malo zanimanja za svojo nevesto, namesto tega pa je imel več ljubimk in bil celo zaljubljen v eno izmed njih, v prelepo Diano de Poitiers, žensko, ki je bila 20 let starejša od Henrika, a za katero so govorili, da je videti veliko mlajša. Poleg tega, prvih 10 let njunega zakona, par ni mogel imeti otrok. To je Katarino, žensko, ki so jo videli kot tujko, naredilo še bolj nepriljubljeno v Franciji. Zaradi tega poskušala je različne nenavadne zvarke, da bi zanosila. In ko je to končno uspelo, so se začeli širiti sumi, da se ukvarja z okultizmom ali čarovništvom. A sčasoma so se stvari izboljšale. Katarina je bila na francoskem dvoru hvaljena zaradi svoje učenosti in prefinjenosti.
Leta so minevala in bila je pomembna osebnost pri širjenju renesanse proti severu, na francoski dvor v Parizu. Poleg tega, začenši leta 1544, Henrik in Katarina sta začela imeti otroke. Ko se je rodil prvi, so hitro sledili še drugi in skupno je bilo v naslednjih 14 letih 10 otrok, od katerih jih je 7 preživelo do odraslosti. Katarina se je tako tudi približala temu, da postane kraljica. Leta 1536 Henrijev starejši brat Franc, določen za dediča svojega očeta, Franca I., je zbolel za vročico in umrl. Henrik je bil zdaj določen za dediča kralja. In ko je dolgo vladajoči monarh končno umrl leta 1547, Henrik je nasledil prestol kot Henrik II, s Katarino kot svojo kraljico. Njuno razmerje pa je na mnogih ravneh ostalo hladno in Henrik svoji ženi ni dovolil, da bi imela kakršnokoli pravo politično oblast. Ne. Katarina je bila večinoma potisnjena v ozadje, medtem ko je Henrikovo ljubico Diano deležna vse njegove pozornosti, pa tudi nazivov, pozesti in številna darila v obliki dragih oblačil in nakita. Henrik je celo imenoval Diano za Katarinino dvorno damo. V tem času Katarina se je posvetila znanosti in postala navdušena nad astrologijo, astronomijo in fiziko. Spoprijateljila se je tudi s slovečim vedeževalcem Nostradamusom in zaradi tega so se začele širiti zgodbe o njenem zanimanju za črno magijo in nekromantijo. Poleg tega trdili so, da ima agente, ki uporabljajo strup za ubijanje njenih sovražnikov. In čeprav je vse to vprašljivo in verjetno pretirano, poročajo, da je v času svojega bivanja v Franciji prodaja protistrupa močno narasla. Nato leta 1559. Henrik je umrl v nenavadni nesreči med turnirjem med igrami, ki so jih priredili ob končni vzpostavitvi miru s Španijo po desetletjih bojevanja. Tako. Katarina je bila kot politična začetnica postavljena v položaj, da kot kraljica regentinja v imenu svojega sina vlada Franciji, novega kralja Franca II. In naslednjih 30 let bo imela pomembno vlogo v francoski politiki. Na koncu, tudi vladavina Franca II. Se je izkazala za kratko, saj je umrl decembra 1560, le 17 mesecev potem, ko je postal kralj in ko je imel komaj 16 let. Ni jasno, zaradi česa je umrl, vendar je najverjetnejši vzrok meningitis. Nasledil ga je njegov mlajši brat Karel, ki je postal kralj Karel IX. Novi monarh je imel komaj 10 let in Katarina se je morala še vrsto let boriti za njegove interese, ko je odraščal v labirintu francoske politike sredi 16. stoletja. Katarina je imela veliko dela, saj je Francija ravno v trenutku, ko je potrebovala močno osrednje vodstvo, dobila otroškega kralja. V središču vsega tega je bilo vprašanje vere. V 30. in 40. letih 16. stoletja protestantizem se je iz Nemčije razširil proti zahodu v zahodno Evropo. Nizozemska in okoliške dežele ter švicarski kantoni so hitro postali območja, kjer so prevladovali protestanti. Vendar pa je bila situacija v Franciji bolj zapletena. Nekateri deli države, kot sta sever in severozahod okoli Normandije in Bretanije, so ostali močno zavezani rimskemu katolicizmu. Vendar so veliki deli južne Francije, zlasti tisti v bližini zahodne Švice in mesta Ženeva, so sprejeli protestantizem. Ti francoski protestanti so postali znani kot hugenoti in so si prizadevali za svobodo bogoslužja v Franciji. Bili so tako predani, da so leta 1562 hugenoti začeli vojno s francosko vlado, da bi dosegli svobodo bogoslužja. To je bil začetek francoskih verskih vojn, ki bodo pestile Francijo preostanek 16. stoletja. Katarina je bila osrednja osebnost verskih vojn, med katerimi se je znašla v vlogi posrednice med obema taboroma. Na eni strani hugenoti, ki jih je vodil Gaspard de Coligny, in na drugi strani ultrakatoliška hiša Guise. Frakcija Guise si je prizadevala nadzorovati monarhijo in prevladovati v vladi mladega Karla skozi celotna 60. leta 16. stoletja. Katarinin cilj je bil voditi srednjo pot med nasprotnimi silami in zagotoviti najboljši možni izid za svojega sina, ko bo dosegel polnoletnost.
Kot taka je bila vidna v taboru francoskih političnih osebnosti, ki so se v tem času opredeljevale kot zagovorniki zmerne politike, tistih, ki so politično stabilnost in mir postavljali nad prizadevanja za radikalni katolicizem ali protestantizem. Za dosego teh ciljev Katarina je nihala med tem, da je včasih podpirala vojaški spopad proti hugenotom, drugič pa je z njimi pogajala, v 60. letih 16. stoletja. Pogosto je skušala uravnotežiti ogromen vpliv, ki si ga je družina Giza pridobila med katoliškim prebivalstvom v državi. Prav tako se je pogajala o vrsti zakonskih zavezništev. Karel se je leta 1570 poročil z Elizabeto Avstrijsko, hčerko svetorimskega cesarja Maksimilijan II. Prav tako je poskušala izpogajati zakonsko zvezo s protestantsko kraljico Anglije Elizabeto I. prek zveze z enim od njenih mlajših sinov. In pogajanja za možno zaroko s Frančiškom, vojvodo Alencona in Anžuža, so se vlekla vse do poznih 70. let 16. stoletja. Vendar pa prav zakonska zveza, ki jo je Katarina izpogajala za svojo hčer Margareto, da se poroči s Henrikom Bourbonskim, navarskim princem, leta 1572, kar je pripeljalo do dogodkov, po katerih je Katarina najbolj obsojena in po katerih si jo ljudje najbolj zapomnijo. Henrik Bourbonski je bil princ majhne navarske kneževine v jugozahodni Franciji, ob Pirenejski meji s Španijo. Čeprav je bil princ po lastni pravici, je bil tudi podložnik francoske krone. Vendar je bila pri zakonski zvezi še dodatna zapletenost. Henrik je bil protestant in je v začetku 70. let 16. stoletja, kljub svoji mladosti, postal eden voditeljev francoskih hugenotov. Kot tak, poroka s sestro kralja Karla s Henrikom je bila dogovorjena v prizadevanju, da bi končali verske vojne. In tudi Katarina je upala, da bi v tem procesu zmanjšala vpliv družine Giza. Tako. Henrik in Margareta sta se poročila 18. avgusta 1572 v katedrali Notre Dame v Parizu. Kljub temu, poroko Henrika in Margarete je zasenčil dogodek, ki se je zgodil teden dni kasneje. Na poroko je v Pariz prišlo na tisoče Henrikovih privržencev in ko so francoski hugenoti tavali po ulicah katoliškega Pariza, so se napetosti v mestu začele stopnjevati. Te so zdaj izbruhnile v noči na 23. avgusta. 5 dni po poroki in v jutro 24. avgusta. Na praznik svetega Bartolomeja. Pokol na dan svetega Bartolomeja, kot bo postal znan, je bil eden najbolj zloglasnih primerov verskega nasilja, ki so se zgodili med verskimi vojnami, ki so pestile Evropo stoletja po protestantski reformaciji. Dogodek, ki je sprožil pokol, je bil poskus atentata na Gasparda de Colignyja, enega vodilnih hugenotov tistega časa, 22. avgusta. Zaradi tega so se napetosti v Parizu zaostrile in v noči na 23. To je izbruhnilo, ko so katoličani po vsem Parizu začeli napadati tisoče hugenotov, ki so obiskovali mesto. Do jutra 24. Nasilje se je močno razširilo tudi zunaj samega Pariza. Ko se je končalo, je bilo vsaj 5000 ljudi, večinoma francoskih protestantov, je bilo ubitih in morda celo do 20 000, medtem ko so trupla in kri prekrivali ulice središča Pariza. Katarina bo kmalu očrnjena, ker naj bi spodbudila pokol. In domneva, da je izvala nasilje in ni uspela ustaviti svojega sina, kralja Karla IX. To je prineslo sloves črne kraljice ali mojstrske manipulatorke. V tej luči Katarina je bila dojeta kot tista, ki je organizirala zvezo med svojo hčerko in Henrikom Navarskim, kot način, da privabi vodstvo hugenotov in njihove privržence v Pariz, kjer je nato organizirala njihov pokol na dan svetega Bartolomeja. Kljub vsemu temu je bila Katarina prikazana v tej luči. Ni bila v resnici odgovorna za nasilje. Poskus atentata na Colignyja, ki je neposredno vodil do pokola naslednjo noč, je bil verjetno delo družine Guise, ki je želela preprečiti morebitno zavezništvo med krono in hugenoti. Poleg tega
Katarina je 23. avgusta res sklicala kraljevi svet pred pokolom v prizadevanju, da bi v Parizu vzpostavila red, preden bi bila prelita kri. Da to ni bilo uspešno, je bilo zaradi njenega sina Karla, šibkega in neučinkovitega vladarja, katerega neukrepanje so še poslabšala poročila, da je 23. momljal svojim svetovalcem: ubijte jih vse. Tako. Katarinin sloves kot glavne organizatorke pokola na dan svetega Bartolomeja, dogodek, ki je še dolga leta buril protestantska čustva po vsej Evropi, je skoraj zagotovo neupravičen. Vloga Katarine v francoski politiki se je nadaljevala še dolgo po dogodkih leta 1572. 2 leti kasneje, Karel je umrl za tuberkulozo brez naslednika. Zato Katarini naslednji sin po starosti, Henry, je zdaj postal kralj kot Henrik III. Vendar, novi monarh je bil takrat odsoten na Poljskem, kjer je bil potegoval za prestol poljsko-litovske države. Posledično, za nekaj časa, leta 1574, Katarina je znova postala kraljica, regentka v imenu svojega odsotnega sina in ostala bi svetovalka Henriku skozi celotno njegovo vladavino. Vendar pa ni bila priljubljena pri francoski javnosti in pogosto so jo krivili za vse težave, ki so se pojavile. Glede na to, leta 1574 je anonimni avtor objavil delo, ki je bilo izjemno kritično do nje. In tako je bil ugled Katarine kot zlobne kraljice še dodatno utrjen. Med njenim vladanjem so se širile neščete obtožbe o Katarini. Med njimi je bilo tudi to, da je zastrupila mater Henrika Navarskega, da je imela v svojem gradu sobo polno strupov in da je celo priskrbela prostitutke za svojega nedavno preminulega sina, ko je bil še precej mlad. Leta 1577 nek Pierre Lestoile je opisal banket, ki ga je priredila Katarina. V njem je trdil: na tem čudovitem banketu najlepše in najbolj očarljive ženske na dvoru so bile zaposlene kot strežnice, bile so na pol nage, z razpuščenimi lasmi kot neveste. A to je bilo verjetno precej pretirano. No, on sploh ni bil tam. V 70. in tudi v 80. letih 16. stoletja Katarina se je pogumno trudila preprečiti, da bi Francija zapadla v še večje nemire. Verske vojne so se nadaljevale, vendar je uspelo odvrniti svoja sinova, kralja in vojvodo Alensona ter Anžuja, da nista v poznih 70. letih 16. stoletja vstopila v novo vojno s Španijo, na katero je bila korona popolnoma nepripravljena zaradi notranje nestabilnosti Francije. Uspelo ji je tudi do neke mere omejiti moč gvizov, a vendar so ostali trn v raztrganem političnem prostoru države. Saj so večkrat grozili, da bodo sami sklenili zavezništvo s Španijo in pripeljali španske čete v državo proti hugenotom. Sredi 80. let 16. stoletja Katarina je bila ostarela in vse bolj bolna in umrla je 5. januarja 1589, stara 69 let. Le 9 mesecev kasneje njen sin Henrik III je bil ubit blizu Pariza strani Jacquesa Clemonta, katoliški fanatik, ki je bil nezadovoljen z monarhovo nepripravljenostjo, da bi se neposredno soočil s francoskimi hugenoti. Henrik je sam umrl brez moškega naslednika in njegov mlajši brat Franc je umrl nekaj let prej. Tako se je zdaj v nenavadnem preobratu usode Henrik Navarski, ki se je 17 let prej poročil s Katarinino hčerko Margareto, je sprožil šentjernejski pokol. Je postal novi kralj. Kot kralj Henrik IV je kmalu pristal, da se spreobrne v katolištvo, če bi to pomenilo konec verskih vojn, ko je znamenito izjavil, da je Pariz vreden maše. Leta 1598 je končal verski konflikt, ko je izdal Nantski edikt, ki je francoskim protestantom dal svobodo veroizpovedi, ki so si jo dolgo prizadevali. Tako, frankoske verske vojne so se končale, vendar ne po zaslugi Katarininih sinov, ampak po zaslugi moškega, s katerim je leta 1572 poročila svojo hčer. Kot uvod v enega najbolj tragičnih in razvpitih dogodkov v Franciji. Leta 1936 Edward VIII je postal kralj Združenega kraljestva. Odločen je bil, da se poroči z Wallis Simpson, ameriško družabnico in večkrat ločeno žensko. A to je kmalu povzročilo politično krizo in abdikacijo kralja. V naslednjih letih so izbruhnili novi škandali. In celo ugibali so, da naj bi par načrtoval nekaj zloveščega z nacisti.
Toda da bi razumeli, kako je do vsega tega prišlo, moramo se vrniti na konec 19. stoletja. Ženska, ki je zanamcem znana kot Wallis Simpson, se je pravzaprav rodila kot Bessie Wallis Warfield 19. junija 1896 v Monterey Inn v Blue Ridge Summitu v Pensilvaniji. Rodila se je v ugledni poslovni družini iz Baltimora. Njen oče je bil Henry Warfield, trgovec z moko, ki je s prodajo tega preprostega izdelka zaslužil dovolj denarja, da je leta 1875 lahko financiral kampanjo za župana Baltimora, čeprav ta na koncu ni bila uspešna. Wallisova mati Alice je prav tako izhajala iz poslovne družine. Njen oče je bil William Montague, uspešen borzni posrednik iz poznega 19. stoletja. Kljub premožnosti njenih staršev, Wallisino otroštvo je bilo težko. Njen oče je umrl za tuberkulozo novembra 1896, manj kot 6 mesecev po njenem rojstvu. Da bi bilo vse še huje, odnos njene matere z družino je bil napet. Morda zaradi dejstva, da se je Wallis rodila zunaj zakona. Zaradi tega Alisa in Wallis sta bili odvisni od dobrodelnosti brata Henryja Warfielda. Solomon, Wallisin strič, večino svojega otroštva je odraščala v Baltimoru. V tem času Wallis je bila odlična v šoli in se je v 1910 izkazala kot inteligentna mlada ženska. 8. novembra 1916 Wallis se je poročila z Earlom Winfieldom Spencerjem mlajšim, pilotom ameriške mornarice, ki ga je spoznala le nekaj več kot 6 mesecev prej na obisku na Floridi. To ni bila srečna zveza. Kmalu se je izkazalo, da je Spencer. Je bil alkoholik, ki je rad celo letel pijan. Enkrat je strmoglavil v morje, a pa je ostal večinoma nepoškodovan. Proti koncu 1910 odnos je bil načet in Wallis in Earl sta živela deloma ločeno. Ostala sta poročena do leta 1927, vendar sta se več let le redko videvala. Saj je bil nameščen na različnih vojaških bazah v Združenih državah, medtem ko je Wallis redno potovala v tujino. Preživljala čas na Kitajskem, v Hongkongu, Parizu in drugih krajih. 8 mesecev potem, ko je bila Wallissina ločitev od prvega moža dokončana, se je poročila z Ernestom Aldrichom Simpsonom, ameriškim ladjarskim direktorjem z obsežnimi poslovnimi interesi v Britaniji. Zato. Poročila sta se v Londonu in tukaj sta večinoma živela naslednjih nekaj let. Zakonska sreča ni trajala dolgo in oba sta bila nezvesta, čeprav je njun zakon na papirju trajal skoraj desetletje. Iz tega drugega zakona ni bilo otrok, prav tako tudi iz drugih Wallisinih zvez ne. Med zakonom z Ernestom je Wallis poznala Edwarda, valižanskega princa, naslednika britanskega prestola. To je bilo januarja 1931. Ostala sta v stikih tudi kasneje, vendar naj bi njuno razmerje postalo spolno šele leta 1934. Čeprav je bila Wallis uradno poročena z Ernestom vse do leta 1937. Razmerje med princem in Wallis je kraljeva družina ter britanska vlada, takoj ko so podrobnosti prišle na dan, označila za problematično. V 30 letih prejšnjega stoletja je bila ločitev še vedno obravnavana kot sporna in zamisel, da bi prestolonaslednik poročil Američanko. In to žensko, ki se je ločila od prvega moža in prešuštvovala v drugem zakonu. Ko se je zapletla z Edwardom, je bilo to videti kot škandal. Zato britanske tajne službe in metropolitanska policija so leta 1935 odprle dosje o Wallis. Spor okoli razmerja med Wallis in Edwardom je dosegel vrhunec leta 1936, ko je princev oče, kralj Jurij V. umrl. Edward je samodejno zasedel prestol kot kralj Edward VIII. Bil je trdno odločen, da se poroči z Wallis, ki je vložila zahtevo za ločitev od Ernesta in je bilo znano, da je svojim prijateljem in znancem takrat povedala, da pričakuje, da bo kmalu postala kraljica. Vlada pa je imela drugačne načrte. Konzervativni premijer Stanley Bold in njegovi ministri so začeli v ozadju manevrirati, da bi princa Alberta, mlajšega brata, pripravili, da prevzame vlogo, če bi bilo treba Edwarda odstraniti kot kralja, če bi izbruhnila afera. In točno to se je zgodilo. Ko je Edward jasno povedal, da namerava vztrajati pri poroki z Wallis, Baldwinova vlada je jasno povedala, da britanska družba ne bi tolerirala nje kot kraljice. Tako je 11. decembra 1936, manj kot 11 mesecev po njegovem prihodu na prestol, Edward se je odpovedal prestolu in nasledil ga je Albert, ki je kot kralj prevzel ime Jurij VI.
Po Edvardovi abdikaciji, vlada si je zelo želela, da bi nekdanji kralj in njegova bodoča žena čim bolj izginila iz britanskega javnega življenja. Zato, ko so se pojavili načrti, da bi se preselila v Francijo, Jurij VI in Baldvinova vlada sta storila vse, kar je bilo mogoče, da bi to omogočila. Edvard in Wallis naj bi prejela naziva vojvoda Windzorski in vojvodinja Windzorska in bila sta deležna ogromne vsote denarja in stalne pokojnine, da bi lahko udobno živela v tujini. Ko je bilo to urejeno, sta se nekdanji monarh in njegova bodoča nevesta končno poročila na jugu Francije 3. junija 1937, kmalu zatem, ko je Wallis končno dobila ločitev od Ernesta. No, do poročenca sta nato živela v Parizu. Morda bi si mislili, da se bosta Windsorjeva ustalila v francoski prestolnici in skušala izogniti nadaljnjim sporom. Toda ni bilo tako. Edward, z Wallisino podporo, je bil očitno odločen, da si poskuša ustvariti novo vlogo kot neuradni ambasador britanskih kraljevih interesov v tujini. Kot del tega prizadevanja za vzpostavitev novih povezav, Edward in Wallis sta se jeseni leta 1937 odločila za potovanje v tujino, v državo, ki ne bi mogla biti bolj sporna. Obiskala bosta nacistično Nemčijo. Poleti leta 1937 dr. Robert Ley, vodja nemške delavske fronte, je povabil Edwarda in Wallis, da obiščeta Nemčijo. Do zgodnje jeseni leta 1937 sta Windsorjeva sprejela ponudbo in novica o prihajajočem obisku je bila sporočena britanski vladi, ki nad tem zadnjim razvojem dogodkov niso bili niti najmanj zadovoljni. Windsorji so prispeli na železniško postajo Friedrichstraße v Berlinu 11. oktobra na skoraj dvotedenski obisk. Njihove dejavnosti so bile nasplošno precej vsakdanje, vključevale so oglede nemških tovarn in družbenih organizacij, a ves čas so jih gostili in zabavali vodilni člani nacističnega režima, vključno z nemškim zunanjim ministrom Joachim von Ribbentrop, nacistični minister za propagando Joseph Goebbels in Hermann Göring, vodja novo ustanovljenih nemških letalskih sil in Hitlerjev drugi človek. Nazadnje, Wallis in Edward sta svoj dvotedenski obisk v Nemčiji zaključila z osebnim srečanjem z Adolfom Hitlerjem v njegovi alpski rezidenci v Berghofu na južni meji med Nemčijo in Avstrijo. Obstajajo različna poročila o tem, kaj je bilo rečeno med temi srečanji in kaj sta Windsorjeva skupaj z nacisti načrtovala, vendar kot bomo videli, je celoten obisk dobil bolj zlovešč pridih v luči dogodkov v naslednjih letih. Wallis in Edward sta se po obisku Nemčije vrnila v Pariz. Tam sta bila priča Evropi, ki je v naslednjih mesecih drvela proti vojni, medtem ko njun novi prijatelj Adolf Hitler je začel priključevati nekatere sosede Nemčije. Avstrija je bila priključena k večji Nemčiji marca 1938, sledila je Češkoslovaška leto kasneje. Ko so nacisti nato septembra 1939 napadli Poljsko, sta Velika Britanija in Francija sklenili, da Hitlerju ne moreta več popuščati in sta napovedali vojno Nemčiji. Tako se je začela druga svetovna vojna. Wallis in Edward sta v mesecih po izbruhu vojne še naprej živela v Parizu. Tudi ona dva, tako kot mnogi Parižani, bi verjela, da sta tam razmeroma varna, daleč od frontnih linij pričakovane invazije na Francijo na severovzhodu države. Toda, ko je do te invazije prišlo v zgodnjem poletju leta 1940, je to povzročilo bliskovito vojaško zmago nacistov in nemške tankovske divizije so se začele približevati Parizu v nekaj tednih po prvem vdoru v Francijo. Ko so to storili, Wallis in njen mož sta pobegnila na jug, tričkala sta mejo v Španijo in se odpravila skoraj do Portugalske. V Lizboni se je zgodil eden najbolj spornih in nenavadnih dogodkov v zvezi z Wallis in Edwardom. Najprej, nacistični režim je zarotoval, da bi skušal par zvabiti nazaj v Španijo, kjer bi jih skušali pridržati in jih uporabiti kot pogajalski adut v nemškem konfliktu z Britanijo. Edward in Wallis za ta načrt nista vedela, ki pa v vsakem primeru ni bil uspešen. Vendar sta sama očitno načrtovala veleizdajo proti sami Britaniji. V Lizboni Wallis in Edward sta prebivala v hiši Ricarda Espirita Santa, portugalskega bankirja, ki je imel obsežne poslovne povezave v Nemčiji. Santoja so sumili, da ima obsežne stike s Hitlerjem in nacisti. Zato so britanske obveščevalne službe odprle dosje o njem. Poleg tega, korespondenca med Edwardom in Santom v naslednjem obdobju nakazuje, da bi Edward morda načrtoval možen povratek na britanski prestol.
Čeprav dokazi niso dokončni, mnogi so ugibali, da je Edvard uporabljal Santa kot povezavo z nacistično vlado in da so obstajali načrti, da bi Edvarda ponovno postavili na britanski prestol, če bi Nemci v vojni premagali državo. Tako, Wallis in njen mož sta morda med drugo svetovno vojno zarotovala z nacisti z namenom, da bi postala kralj in kraljica. Pol desetletja po Edwardovi sramotni abdikaciji. Morda nikoli ne bomo izvedeli celotne resnice o tem, kaj sta Wallis in Edward načrtovala, ko sta bila poleti leta 1940 na Portugalskem. Le nekaj tednov kasneje, britanska vlada je zanje uredila, da sta se vkrcala na ladjo v Lizboni in odpotovala na Bahame, kjer je Edward za čas vojne dobil položaj guvernerja, kar je bila zvijača, s katero so par zadržali izven Britanije. Preostanek druge svetovne vojne sta preživela tukaj. Vsi načrti, ki bi jih morda skovala z nacisti, pa so se razblinili, ko so nacisti postopoma začeli izgubljati vojno od zime leta 1941 naprej. Wallis in Edward sta po drugi svetovni vojni nadaljevala svoje življenje kot kraljeva izgnanca v Parizu. Skozi leta so se še naprej pojavljali bežni dokazi o njunem domnevnem kratkotrajnem zavezništvu z nacisti. In srečanja, ki sta jih imela z višjimi člani režima oktobra 1937, so vrgla senco nanju za preostanek njunih življenj. Kljub temu, še naprej sta uživala nekakšen status slavnih v Parizu in ob obiskih Združenih držav Amerike v 50 letih prejšnjega stoletja. Zdravje Edvarda se je v 60 letih prejšnjega stoletja poslabšalo, v veliki meri zaradi njegove dolgoletne navade verižnega kajenja in družinske nagnjenosti k pljučnim težavam. Na koncu je umrl maja leta 1972 v Parizu, star 77 let. Njegovo telo so odpeljali nazaj v Anglijo na kraljevski pogreb, na katerem je britanska javnost presenetljivo izkazala žalost za monarhom, ki je bil za kratek čas kralj leta 1936 in katerega življenje je sicer zaznamovalo veliko kontroverz. Wallis je po Edwardovi smrti še naprej živela v Franciji. Finančno jo je podpirala zapuščina njenega pokojnega moža in dodatek kraljice Elizabete II. Iz Velike Britanije. Njeno lastno zdravje se je v tem času slabšalo in v poznih 70 letih prejšnjega stoletja je razvila demenko. Od leta 1980 naprej je izgubila sposobnost govora. Tako je zadnja leta preživela zaprta v hiši, njene duševne sposobnosti pa so se slabšale. Sčasoma, Wallis je umrla v francoski prestolnici 24. aprila 1986 leta v starosti 89 let. Njen pogreb je potekal v kapeli svetega Jurija na gradu Windsor v Angliji, pokopana pa je bila poleg Edwarda blizu gradu Windsor. Ko so Hernán Cortés in njegovi španski konkvistadori med letoma 1519 in 1521 osvojili Azteško cesarstvo v Srednji Ameriki, pri tem jim je zelo pomagala domačinka Malinali, ki je postala znana kot Malincin ali La Malinche, je delovala kot prevajalka, svetovalka in posrednica za Špance. Njeno ime je postalo sinonim za dvoličnost in izdajo lastnega naroda. Vendar ali je bila res poosebljenje izdaje ali pa v resnici žrtev svojih okoliščin? La Malinche se je rodila kot Malinali okoli leta 1500 med ljudstvom Nahuatl na polotoku Yucatan, na območju današnjega Južnega Mehike in Gvatemale. Odraščala je na obmejnem območju med starodavnim Majevskim imperijem in novejšim ekspanzionističnim ter agresivnim Azteškim imperijem, katerega prestolnica je ležala precej bolj na severu v Tenochtitlanu, na mestu današnjega Ciudad de México. O njenem zgodnjem življenju vemo malo. Vemo pa, da je bila stara 8 ali 9 let. Malinali je bila zasužnjena. Ni jasno, ali so jo ugrabili med napadom vojščakov ali pa jo je prodala njena družina. Suženstvo je bilo v predkolonialnem obdobju v srednjeameriški regiji zelo pogosto in možno je, da jo je njena družina prodala nekaterim majovskim ljudstvom, ki so živela bolj proti vzhodu. To je različica dogodkov, ki jo je predstavil Bernal Díaz de Castillo, španski vojak, ki je spremljal Hernana Cortésa, ko je osvojil Mehiko in ki je kasneje napisal zgodovino teh dogodkov z naslovom Prava zgodovina osvajanja Nove Španije v 60 letih 16. stoletja. Ne glede na okoliščine, kako je postala zasužnjena, vemo, da je ujetništvo Malinali pripeljalo do zelo pomembnega razvoja. Do tega trenutka v njenem življenju govorila je jezik Nahuatl, jezik Aztekov. Zdaj se je znašla med Maji, ki so govorili jukateško majevščino.
Kot postica tega, Malinali je postala dvojezična. To bo imelo velik pomen za njeno kasnejšo zgodbo. Drugi podrobnosti o Malinalinem življenju kot sužnja med Maji na polotoku Jukatan v naslednjih letih so redke in skope. Morda so jo večkrat zamenjali in je živela na različnih krajih. Vemo pa, da je bila še vedno sužnja, ko je vstopala v svoja zgodnja odrasla leta 1518. Ko so prvi španski raziskovalci odpluli iz španskih kolonij na Karibih, pristali na polotoku Jukatan in navezali stik z domačini Srednje Amerike. Ta prvi stik je hitro privedel do bolj trajnega posredovanja v regiji. Naslednje leto, leta 1519, španski vojaški poveljnik po imenu Hernán Cortés je vodil odpravo iz španske kolonije na otoku Kuba na polotok Jukatan. Ko je prispel v mesto Pontončan na ozemlju Majev, mestne oblasti, v upanju, da bi pomirile Evropejce, so Cortésu podarile 20 sužnjev kot darilo. Ena od teh žensk ni bila nihče drug kot Malinali. Sprva, Malinali ni bila obravnavana nič drugače kot ostale sužnje. Krstili so jih v krščansko vero in jim dali evropska imena. Cortés je nato Malinali dal enemu od svojih više postavljenih privržencev in verjetno ni več veliko mislil nanjo. Toda potem je bilo odkrito nekaj novega. Ugotovili so, da je Malinali poleg tega, da je govorila lokalni jezik Majev, jukatanski majski jezik, znala govoriti tudi nahuatl, jezik Aztekov, ki so živeli bolj na severu in zahodu. Cortés je prišel v Srednjo Ameriko odločen, da osvoji Azteke. Potem, ko je slišal za bogastvo njihovega imperija od Špancev, ki so prejšnje leto pristali v Srednji Ameriki. Zato ugotovili so, da bi lahko Malinali uporabili kot tolmačko za Špance. Čeprav ni znala govoriti špansko, je španski duhovnik v Cortésovi družbi hitro začel učiti nekaj jukateške majevščine na podlagi informacij pridobljenih iz odprave leta 1518. Tako, s tem, da sta duhovnik in Malinali sodelovala skupaj, Cortés bi lahko komuniciral z ljudstvi, ki govorijo nahuatl, na katere bi naleteli, ko bi se pomikali bolj v notranjost proti Tenochtitlanu. Zato Malinali je vzel nazaj od Španca, kateremu je bila dana. Od tega trenutka naprej bi bila Malinali stalna spremljevalka Cortésa v Srednji Ameriki in vedno so jo upodabljali v njegovi neposredni bližini na vseh slikah ali risbah, ki so nastale o dogodkih, ki so sledili. Ko je Cortés zavaroval obalo polotoka Jukatan, Cortés in njegovi privrženci so se v naslednjih mesecih pomaknili v notranjost. Ko so to storili, so napadli več nahuatlskih mest in vasi. Z drugimi pa so se pogajali. Malinali je bila ključna pri teh pogajanjih. Špancev je bilo leta 1519 razmeroma malo. Če bi Cortés in njegovi možje želeli osvojiti Tenochtitlan, bi potrebovali zaveznike med drugimi nahuatl govorečimi ljudstvi v mehiški regiji. Kmalu so si pridobili te zaveznike med tlaskavci in ljudstvom iz Teksoka v tem območju, ki so bili zagrenjeni zaradi azteške vladavine v Srednji Ameriki. Zlasti zaradi tega, ker so morali Aztekom zagotavljati ljudi kot davek, ki so jih ubili kot žrtve med verskimi prazniki v Tenochtitlanu. S pomočjo Malinali kot tolmača, Cortés je uspel pridobiti te ljudi na špansko stran proti Aztekom. Prav v tem času je Malinali postal znan kot Malincin, kar je nahuatelska izpeljanka njenega imena. Njeno imenu je dodal kraljevski častni naslov in domačini, na katere so naleteli, so domnevali, da je plemkinja. No. Imela je pomemben položaj v Cortésovi spremstvu. Španci so nato njeno ime pošpanili v Malinče in dodali člen la, da so jo imenovali gospa. Takšno spoštovanje so jo izkazovali Španci. Sčasoma španska odprava je novembra leta 1519 prispela v Tenochtitlan. Tam so se srečali z azteškim cesarjem Montezumo II, ki je govoril s Cortésom. La Malinche je delovala kot tolmačka. Montezuma jih je sprejel v mesto in se strinjal, da jim zagotovi bivalne prostore v osrednjem delu Tenochtitlana. Priljubljeno prepričanje, da so Azteki častili Špance kot neke vrste bele bogove z oklepom iz kovine in puškami, je pretirano. Seveda, njihova tehnološka premoč bi zagotovo naredila vtis na Azteke.
Vendar Montezuma ni bil prevzet. Verjetneje je, da je želel trgovati s Španci in začeti pridobivati njihovo orožje. Ena legenda pravi, da je ob poslušanju opisa Cortesa Montezuma je rekel: pojavil se je, vrnil se je. Prišel bo sem na mesto svojega prestola in baldahina, kajti to je rekel, da bo storil, ko je odšel. Po mnenju nekaterih so bili Španci dolgo izgubljena azteška božanstva in zaradi niza naključij so nekateri trdili, da je Montezuma celo verjel, da je morda Cortes azteški bog. Quetzalcoatl, ki je obljubil, da se bo nekega dne vrnil, da si povrne svoje kraljestvo. Quetzalcoatl, pernata kača, je veljal za boga stvarjenja, ki je bil izgnan in je izginil čez morje proti vzhodu, blizu Veracruza, kjer je pristal Cortes. Prav tako, legenda je govorila, da je bil Quetzalcoatl bele polti, bradat in je nasprotoval človeškim žrtvovanjem, prav tako kot Cortes. Vendar, najbolj vznemirljivo naključje pa je bilo, da je bilo leto, ko naj bi se Quetzalcoatl vrnil in prinesel mir azteškemu imperiju, leto 1519, isto leto, ko je prispel Cortes. Španci so ostali v Tenočtitlanu več kot pol leta kot gosti Aztekov. Vendar so bili odnosi vse bolj napeti, ne nazadnje zaradi španske obsodbe nekaterih verskih in družbenih običajev Aztekov. Stvari so se zaostrile v zgodnjem poletju leta 1520, ko je do Cortesa prišla novica, da so bili nekateri njegovi vojaki na obali napadeni. Morda so bili za to odgovorni Azteki. Ti dogodki so dosegli vrhunec v noči na 30. junij 1520, ki je postala znana kot La Noche Triste ali žalostna noč. Nekatere zgodbe pravijo, da so Azteki, naveličani Montezumovega popuščanja Špancem, so napadli cesarja in ga kamenjali do smrti. Vendar pa, možno je tudi, da je Cortés ubil cesarja. Kakršnekoli so že bile natančne okoliščine, vzdušje v Tenočtitlanu je zdaj postalo sovražno. Azteki so napadli Špance in skozi celo noč so se Španci morali prebijati iz mesta, pri tem pa so izgubili veliko svojih mož in privržencev. Spet, La Malinche je bila morda ključna za te dogodke, saj je lahko prenesla sporočilo Cortesu, da so se Azteki pripravljali napasti Špance. Po dogodkih La Noche Triste so se Španci spustili v vse splošno vojno z Azteki. Cortes in njegovi privrženci so več mesecev zbirali svoje zaveznike Nahuatl po Srednji Ameriki, preden so se naslednje leto vrnili v Tenočtitlan. Ko so to storili, so se vrnili v azteško mesto, ki ga je močno oslabila epidemija črnih koz, ki so jo v mestu sprožili Španci. Azteki niso imeli imunosti na to evropsko bolezen in ta je opustošila prebivalstvo mesta. Posledično, poleti leta 1521, Cortés in njegovi domorodni zavezniki so uspeli osvojiti mesto, s čimer so končali azteško cesarstvo. V letih, ki so sledila, špansko cesarstvo je razširilo svoj nadzor nad celotno Srednjo Ameriko. La Malinche je bila ključna za osvojitev svojega lastnega ljudstva. Cortés je nekoč trdil, da poleg Boga, nihče ni bil bolj ključen za njegov uspeh pri osvajanju Mehike kot ona. Pa vendar, njena zgodba se tam ne konča. Ko je bila osvojitev Aztekov končana, je še nekaj časa živela s Cortésom. Leta 1522 mu je rodila sina po imenu Martin. Zaradi tega je postala znana kot mati mesticev. Mešanci so ljudje mešane rase, ki so nastali v Latinski Ameriki v desetletjih, ki so sledila, skozi poroke med domačini in Španci. Vendar pa, La Malinche se ni imela poročiti s Cortésom. On je bil že poročen in ko je njegova žena prispela v Mehiko leta 1522, je odločil, da mora La Malinche zapustiti njegovo gospodinjstvo. V sklad s tem, tisto leto se je poročila s Juanom Jaramilom, eden od Cortésovih kapitanov. Ta zveza je La Malinche naredila za svobodno špansko plemkinjo. Nato je rodila Jaramillu, hčerko leta 1526. Njeni otroci so kasneje postali del mehiškega in španskega plemstva. Vendar tega ni nikoli dočakala. Leta 1529 La Malinche, kot tiko drugih domačinov Srednje Amerike, je postala žrtev črnih koz. Takrat je bila verjetno stara okoli 29 let. Veliko je razprav o tem, kako naj bi se La Malinche spominjali. Njeno ime je samo po sebi postalo sinonim za izdajo.
V Srednji Ameriki in posebej v Mehiki malinčista se nanaša na nelojalnega rojaka. Navsezadnje, to je bila ženska, ki je pomagala Špancem osvojiti in uničiti civilizacijo svoje lastne domovine. In vendar, morda ni odgovorna za dogodke, v katere je bila vpletena, ampak je bila pravzaprav žrtev okoliščin. Navsezadnje, najprej je prišla v stik s Španci, ker je bila kot otrok zasužnjena. Njena vloga prevajalke ni bila nekaj, kar bi načrtovala. In zelo verjetno je bila v to prisiljena, ko so Cortés in njegovi privrženci izvedeli, da jim lahko pomaga pri sporazumevanju z ljudmi, ki govorijo nahuatl. V vsakem primeru, tudi če je bila prostovoljna zaveznica Cortésa in njegovih španskih konkvistadorjev, morda je ne bi smeli zaradi tega preveč strogo soditi. Navsezadnje, vse, kar je počela, je bilo, da je pomagala nekomu proti družbi, ki jo je sploh prva zasužnila. Morda nikoli ne bomo izvedeli, kaj je v resnici mislila o svojih okoliščinah. A vendar ni mogoče zanikati, da je bila La Malinche ključna osebnost pri uničenju Azteškega imperija in preobrazbi Srednje Amerike v 16. stoletju. 2 desetletji, med letoma 1788 in 1808, Marija Luisa Parmska je bila španska kraljica soproga. Vendar, temne obtožbe so jo spremljale skozi življenje, od serijske nezvestobe do zastrupljanja svojih sovražnikov. Ali je katera od teh govoric resnična, je še danes predmet razprav. Vendar pa v vsakem primeru je bila v svoji državi izjemno nepriljubljena. Pridružite se mi, ko bomo raziskovali njeno življenje. Marija Luisa iz Palme se je rodila 9. decembra 1751 v mestu Parma na severu Italije. Takrat Italija je bila razdeljena na številne majhne države in leta 1748 vojvodina Parma je bila dodeljena kraljevi hiši Bourbon. To je bilo zahvaljujoč Aachenskemu mirovnemu sporazumu, ki je končal vojno za avstrijsko nasledstvo. Različne veje Bourbonov so vladale Franciji in Španiji in odločeno je bilo, da bo oče Marije Luize, Filip, drugi sin španskega kralja Filipa V., pridobil vojvodino. Tako. Marija se je rodila v italijanskem mestu, nekaj več kot 2 leti potem, ko je njen oče tja prispel kot vojvoda Parme. Mati Marije Luize je bila Luisa Elizabeta, najstarejša hči francoskega kralja Ludvika XV. Bila je v tesnem sorodstvu s Filipom, s katerim se je poročila leta 1739 in tako nadaljevala tradicijo porok med bližnjimi sorodniki v evropskih kraljevih družinah. Ona in Filip sta imela 3 otroke, ki so dočakali odraslost. Izabela se je rodila leta 1741, nedolgo po njuni poroki. 10 let kasneje, januarja 1751, se je rodil deček Ferdinand. Le nekaj tednov kasneje, Luise Elizabeta je zanosila in tako se je 11 mesecev kasneje rodila Marija Luisa. 3 otroci in njihovi starši so živeli v vojvodski palači Color Colonna v Palmi, lepa stavba, ki so jo več desetletij prej prenovili in razširili iz mogočne srednjeveške zgradbe v palačo iz 18. stoletja. Marija Luisa in njena 2 sorojenca naj bi jih izobraževal Etienne Bonnard de Condillac, ugleden francoski razsvetljenski učenjak, vendar za to ni nobenih dokazov. No, znano je, da je Condillac prispel v Palmo leta 1768 in do takrat Marija Luisa je že zapustila Italijo. Predtem je družina doživela tragedijo, ko je mati Marije Luise umrla leta 1759, nato pa še njena sestra Izabela leta 1763. Obe sta umrli zaradi črnih koz, najsmrtonosnejše bolezni zgodnje moderne Evrope. Ko je Marija Luisa izgubila mater leta 1759, so že precej razmišljali o tem, za koga se bo poročila, pri čemer so princa Ludvika, vojvodo Burgundije v Franciji, obravnavali kot možnega kandidata. Vendar pa je leta 1761 umrl za tuberkulozo, ko je bil star komaj 9 let. Nato poroka s princem Karlom, sinom in naslednikom španskega kralja Karla III., je bila predlagana. Sledila so pogajanja in 4. septembra 1765 poroka je bila sklenjena v palači La Granja blizu Segovije, severno od Madrida. Marija Luisa je bila stara komaj 13 let, medtem ko je bil Karel star 16 let. In bila sta prva bratranca. Zakon je bil v prvih letih za Marijo Luizo težaven.
Karlova mati Marija Amelija je umrla nekaj let prej in ker je bil Karel prestolonaslednik španskega prestola, je Marija Luiza postala prva dama španskega dvora. Več njenih sorodnikov pa je ni maralo. V veliki meri zaradi njenega domnevno gospodovalnega odnosa do svojega moža, lahko vodljivega mladeniča, ki se nikoli ni izkazal kot močan dedič ali vladar. Poroka Marije Luize več let ni obrodila otrok in ko jih je, to so zasenčili spontani splavi in smrt več njenih in Karlovih otrok. To ni bil redek pojav. Umrljivost dojenčkov in otrok je bila v zgodnjem novem veku izjemno visoka, saj je 30 do 35% otrok umrlo, preden so dopolnili 10. leto. Poleg tega, umrljivost dojenčkov in otrok je bila še posebej huda med nekaterimi evropskimi kraljevimi rodbinami, kar je bilo posledica tesnih medsebojnih porok med kraljevimi hišami. Britanska kraljica Ana, na primer, je bila v poznih 17. stoletju 14-krat noseča in je izgubila vse svoje otroke zaradi spontanih splavov ali smrti v dojenčkovem ali otroškem obdobju. Marija Luiza je bila v nekoliko boljšem položaju kot Ana. Verjame se, da je doživela 24 različnih nosečnosti. 10 od teh se je končalo s spontanim splavom, 14 pa jih je donosila do konca. Od 14 otrok, ki jih je rodila, jih je 7 preživelo in odraslo. 7 drugih jih je umrlo v otroštvu ali dojenčkovem obdobju. In zaradi tega so se na španskem dvoru začele širiti govorice, da je Marija Luiza prekleta. Njun prvorojenec, fant po imenu Karel Klement, rojen septembra 1771, je umrl, ko je imel le 2 leti in pol, marca 1774. Hči po imenu Marija Luiza, po svoji materi, je umrla pri 4 letih in pol, poleti 1782. Dvojčka po imenu Karel in Filip ali Carlos in Felipe, če uporabimo hispanske različice njunih imen, sta se rodila septembra leta 1783, vendar sta bila že od rojstva bolehna in oba sta umrla v razmaku 3,5 tednov leta 1784. 7 otrok, ki so dočakali odraslost, so bili Carlota, rojena leta 1775, Marija Amelija, rojena leta 1779, Marija Luiza, rojena leta 1782, Ferdinand, rojen leta 1784, Karel, rojen leta 1788, Marija Izabela, rojena leta 1789 in Frančišek, rojen leta 1794. Nekateri izmed teh so postali kralji in kraljice različnih evropskih držav. Zanimivo. Marija Luiza naj bi imela spontani splav še leta 1799. Do takrat je bila že v poznih 40 letih in bi lahko pričakovali, da je že po menopavzi. Do takrat je njena mučna porodna zgodovina že pustila posledice. Čeprav so jo v 70 letih 18. stoletja, ko je bila v 20 letih opisovali kot privlačno žensko, do 80 let 18. stoletja. Marija Luiza je bila prezgodaj postarana. Mnogi so opazili, da je bila njena koža že v 30 letih rumenkasto obarvana zaradi zlatenice. To je bil morda rezultat njenih na videz neskončnih nosečnosti in številnih spontanih splavov. Marin tast, kralj Karel III., je umrl po zimi leta 1788 in njen mož je nasledil prestol kot kralj Karel IV. Vladal bo naslednjih 20 let. Marija Luiza je hkrati postala kraljica soproga. Kmalu so jo razumeli kot pomembno osebnost v ozadju prestola. Njen mož ni bil močan vladar in žena ga je obvladovala. Na primer, udeležila se je prvega srečanja z višjimi državnimi svetovalci leta 1788 in jasno dala vedeti, da namerava igrati vlogo pri vodenju države, nekaj, kar se je nadaljevalo skozi celotno vladavino. Karel je bil s tem zadovoljen, saj so bile njegove strasti predvsem v lovu in drugih sproščujočih dejavnostih aristokracije. Kar se nje tiče, Marija Luiza je igrala veliko večjo vlogo v državnih zadevah in še posebej pri spodbujanju izobraževanja in kulture v Španiji. Prav tako je bila glavna pokroviteljica Francisca Goye, ki je postal uradni dvorni slikar v 90. letih 18. stoletja. Med življenjem Marije Luize na dvoru so za zaprtimi vrati nenehno krožile obtožbe, da se je vdajala serijski nezvestobi in si jemala številne različne ljubimce. Ena izmed govoric je trdila, da ima razmerje z Manuelom de Godojem, mladeničem, ki je v 90. letih 18. stoletja postal predsednik vlade Španije kot državni sekretar.
Njegova mladost, hiter vzpon na oblast in pokroviteljstvo kraljice, skupaj z njegovim tesnim odnosom z njo, so povzročili močne sume, da sta bila več let v romantičnem razmerju. Poleg tega, Marija Luiza se je v težkih časih čustveno zanašala na Godoja. Na primer, ko je izgubila svoje otroke in zaradi depresije, ki jo je povzročila njena menopavza. Govorilo se je tudi, da je Godoj biološki oče več njenih otrok. In kraljičin spovednik je v svoji oporoki zapisal, da noben od njenih sinov in hčera, noben ni bil iz zakonite poroke. Čeprav mnogi zgodovinarji menijo, da je bila zveza verjetna, v resnici imamo zelo malo konkretnih dokazov, ki bi to potrjevali. Te obtožbe so bile očitno tako razširjene zaradi ljubosumja med Godojevim tekmeci za oblast in ker je kraljica presegala omejitve, ki so bile ženskam naložene v svetu, kjer so prevladovali moški. Zlonamerne govorice so se razširile tudi na odnose Marije Luize z več drugimi visokorodnimi aristokratinjami na španskem dvoru. Na primer, sumili so, da je zastrupila Marijo Cayetano de Silvo, 13. vojvodinjo Albe. Vojvodinja Albe se je poročila z markizom Villafuentem in ta združitev dveh pomembnih španskih aristokratskih linij jo je naredila izjemno ugledna na španskem kraljevem dvoru. Takoj za kraljevo družino in hišo Osuna. Marija Luiza je bila zato videna kot tekmica tako vojvodinji Albi kot Osuni. Tako, ko je vojvodinja Alba nenadoma umrla poleti leta 1802, stara komaj 40 let, njena smrt je bila videna kot sumljiva in krožile so obtožbe, da je kraljica organizirala zastrupitev svoje tekmice. Te obtožbe so bile popolnoma neutemeljene in skoraj vsi zgodovinarji se strinjajo, da je Alba umrla zaradi tuberkuloze, zapletene s hudo vročino. Kljub temu, to ni bila edina ženska, za katero so govorili, da jo je Marija Luiza zastrupila. Leta 1802 se je njen sin, princ Ferdinand, poročil z Marijo Antonijo Neapeljsko in Sicilsko. Marija Luiza ni marala svoje snahe. Enkrat je pisala Manuelu Godoju: Kaj naj storimo s to diabolično kačo, mojo snaho, in s tem strahopetnim mešancem, mojim sinom? Sovražnost med njima in dejstvo, da je imela komaj 21 let, sta privedla do obtožb, da je bila zastrupljena. Vendar za to ni nobenih dokazov in Marija Antonija je dejansko umrla zaradi tuberkuloze. Do začetka 19. stoletja so imeli tisti v središču moči v Španiji večje skrbi kot domnevne nezvestobe kraljice soproge ali izmišljeno zgodbo o morebitnem zastrupljanju. V zahodnji Evropi se je pojavila veliko bolj resnična in otipljiva grožnja. Leta 1789 se je začela francoska revolucija, kar je v zgodnjih 90. letih 18. stoletja pripeljalo do odstavitve in usmrtitve kralja Ludvika XVI. Francije, bratranec Marije Luize. V francoskih revolucionarnih vojnah, ki so sledile, kralj Karel in njegova vlada sta se razumljivo pridružila proti francoski koaliciji, skupaj z Britanijo in Avstrijo, proti Francozom. Vendar, ko so Francozi leta 1794 začeli pridobivati premoč nad svojimi sovražniki, Karel, Marija, Luiza, Godoj in drugi, ki so bili na oblasti v Madridu, so presenetljivo spremenili smer. Sklenjena je bila zveza z novo francosko republiko, v kateri je Španija postala najpomembnejša zaveznica Francije med evropskimi silami. Francosko-španska zveza je bila vedno neenakopravna. Španija je bila proti koncu 18. stoletja drugorazredna sila v Evropi, medtem ko je bila Francija pod republiko v vzponu kot prevladujoča celinska sila. Toda, to je postalo še bolj izrazito pod Napoleonom Bonapartom kot cesarjem Francozov od leta 1804 naprej. Leta 1807 Marija Luiza, Karel in Godoj sta poskušala izkoristiti francosko širitev s podpisom pogodbe iz Fontainebleauja, ki bi Španiji omogočila učinkovito invazijo in priključitev Portugalske, država, ki je bila tesna zaveznica glavnega sovražnika Francije, Velika Britanija. Sledilo je obdobje izrazitega vmešavanja Francozov v španske zadeve, ki je na koncu doseglo odstavitev Karla in kratki vzpon na prestol njunega najstarejšega sina Ferdinanda. Oseba, ki se je skozi leta vse bolj upirala svojemu šibkemu očetu. Marija Luiza in Karel sta se glede te nove ureditve obrnila na Napoleona.
Vendar so njihove pritožbe imele še slabši izid, ko se je Napoleon odločil, da bo špansko kraljevo družino popolnoma odstranil. Poleti leta 1808 je za novega kralja Španije postavil svojega brata Jožefa Bonaparta. S tem čas Marije Luize v središču moči v Madridu se je končal. Vendar, nova ureditev je bila za Napoleona katastrofa. Se je v Španiji izbruhnila dolgotrajna gverilska vojna, ki je v poznih letih prvega desetletja 19. stoletja in v zgodnjih letih drugega desetletja požrla toliko francoskih virov, da je postala znana kot španska razjeda. Z abdikacijo Karla in nato odstavitvijo Ferdinanda v korist Jožefa. Leta 1808 Marija Luiza, njen mož in Godoy so zapustili Španijo in večino poznih let prvega desetletja 19. stoletja in zgodnjih let drugega desetletja preživeli kot kvazi ujetniki v Franciji. Živeli so v prijetnih razmerah v Aix-en-Provence in v Marseju. Vendar so bili hkrati pod neko obliko političnega pridržanja, da ne bi postali vir političnega nezadovoljstva, če bi se vrnili v Španijo. Leta 1812 so nekdanjemu kralju in kraljici ter njunim privržencem dovolili preselitev v Italijo, kjer so nekaj časa živeli v Rimu pod pokroviteljstvom papeštva. Dogodki so se takrat hitro spreminjali in ko se je Napoleonovo cesarstvo sredi 1810 začelo rušiti po katastrofalni vojaški invaziji na Rusijo, Ferdinand se je vrnil v Španijo in tam ponovno prevzel prestol. Svojim staršem je prepovedal vrnitev v Madrid. Tako, Marija Luiza in njen mož sta preostala leta preživela v Rimu. To še zdaleč ni bila neprijetna upokojitev. Preživela jo je kot tesna zaupnica papeštva in si nabrala dragoceno umetniško zbirko. Umrla je v večnem mestu 2. januarja leta 1819 pri 67 letih starosti. Karel je umrl le 2 tedna in pol kasneje. Godoy medtem bi živel še več kot 3 desetletja. Marija Luiza ga je imenovala za glavnega dediča v svoji oporoki in Karel ga je kmalu po njeni smrti prosil, naj zapusti njihov dvor v izgnanstvu. Morda so bile govorice vendarle resnične, morda nikoli ne bomo izvedeli zagotovo. Najlepša hvala vsem, ker ste si ogledali ta zbirni video o teh zgodovinskih ženskah. Upam, da se vam je zdel zanimiv. Sporočite mi v komentarjih spodaj, kaj si mislite o njihovih življenjih. In če imate kakšne predloge, mi jih prav tako napišite v komentarje spodaj. Upam, da ste vsi naročeni na moj kanal in imate vklopljena obvestila, da boste videli vsa moja videa takoj, ko jih naložim. In to je vse z moje strani, zato se vidimo v naslednjem pozabljenem življenju. Hvala.